Bonsoir, monsieur Jack Lang. Nous sommes très Lepo heureux de vous pozdravljeni, accueillir gospod ce soir Jaklon. à Zelo Maribor veseli smo, da à vas lahko l'occasion de la danes capitale večer européenne de la gostimo culture tu v et de l'image. Mariboru ob Evropski prestolnici kulture. Mislim, da vas ni treba posebej predstavljati. Spomniti pa moram vseeno, da ste bili dvakrat francoski minister za kulturo in to funkcijo ste upravljali več kot 10 let. Bili ste tudi minister za izobraževanje, bili ste tudi pariški svetnik, poslanec, evropski poslanec in tudi svetnik v Ville de Bois. Ste tudi avtor številnih del, zlasti na področju renesanse in Italije. Ustanovili ste festival glasbe, festival teatra, gledališča. Vodili ste Teatro Milano od leta 1972, nekaj let. Kot minister za kulturo ste leta 1980 ustanovili praznik glasbe in pred 20 leti ste bili eden od pobudnik Evropske prestolnice kulture skupaj z Melino Mercouri, ki je bila takrat grška ministrica za kulturo. Prva prestolnica kulture je bila tako v Grčiji, nato pa v Firencah. Nam lahko razložite, kako se je rodila ta ideja in kako se je potem razvijala ter oblikovala kot evropski projekt, ki ga zdaj financira tudi Evropska unija? Najprej najlepša hvala. Hvala organizatorjem, pobudnikom tega večera in tega dogodka. Hvala tudi za to, da ste me povabili, da z vami delim nekaj svojih mislih. In naj se ob tem tudi zahvalim vam, ki ste prevedli moje delo, torej knjigo, ki sem jo napisal že pred nekaj leti o Lorencu Veličastnem. Zlasti pa moram povedati, da sem zelo vesel, da sem danes tukaj med vami. Če na hitro odgovorim na vaše vprašanje, odkot se je porodila zamisel v Evropski prestolnici kulture, je že dolgo tlela v naših mislih in z gospo ministrico iz Grčije smo šele takrat uspeli zbrati vse evropske ministre za kulturo. To ni bilo enostavno, si pridobiti toliko ministrov na svojo stran. Evropska skupnost je bila takrat predvsem gospodarsko usmerjena. Kultura ni imela tako pomembne vloge. In takrat smo šele začeli spodbujati podpiranje kulturne dediščine. Ne samo, da se takrat niso ukvarjali s kulturo, govorili so, da ne obstaja, celo borili so se proti kulturi. In tako sem se večkrat boril v Bruslju, da bi ohranili položaj kulture, da bi ga izboljšali. In nekega večera, decembra 1983 ali 1984, sem uspel zbrati svoje kolege, ministre za kulturo, in jim pojasniti, da je čas res ta prav, da se ta ideja uresniči. Tako smo se odločili, da bomo vsako leto izbrali mesto, ki bo Evropska prestolnica kulture. In takrat si niti nismo predstavljali, da bo ta zamisel tako zrasla in se tako razcvetela in se tako prijela povsod v Evropi. Torej se vam ta ideja še vedno zdi živa? Seveda, razvila se je v veliko več od tega, kar smo pričakovali, presegla je vsa naša pričakovanja. Prav zahvaljujoč ljudem, kot ste vi, umetniki, ustvarjalci, animatorji, tudi gledalci in misleci, vsi ti so odgovorni za to, da je ta ideja postala ne samo resničnost. Gre za skupnost mest, ki so se v času, ko so bile prestolnice kulture, zelo razvile in ne samo v kulturnem smislu, ampak tudi v gospodarskem in širšem smislu. Vse pogosteje ta naziv Evropske prestolnice kulture
velja za prestižni naslov. Nosile so ga velike prestolnice, Atene, Pariz, Firence. Morda razmere niso bile vedno tako rožnate, naprimer v Liverpoolu ali tudi tukaj v Mariboru. Kako pa vidite to, se pravi to spremembo znamke, imena? Osebno mislim, da je to zelo dobro, da se izberejo tudi manjša, bolj neznana mesta. Če bi izbirali samo velika evropska mesta, ki so dejansko prestolnice države, bi bilo to velika napaka. In mislim, da smo v preteklosti naredili dve veliki napaki, prav v Atenah in v Parizu. To so bila mesta, ki so bila tudi naša domovanja. Mislim, da je veliko bolje, da izberemo druga mesta. Omenili ste Liverpool. V tem mestu je v času, ko je bilo prestolnica kulture, prišlo do zelo globokih, temeljitih sprememb. Mesto je uspelo najti svojo dušo in se razviti. Prav s tem prehodom od industrijskega mesta k novim industrijam in kulturnim vsebinam je veliko pridobilo. Včasih so evropske prestolnice kulture tudi kritizirali. Dejali so, da so stroški veliko pretirani, da so nesorazmerni glede na to, kar prinesejo. Tudi v Portu, na Portugalskem, so precej kritizirali gradnjo Casa de la Musica, ki jo je oblikoval zelo znameniti arhitekt. Mislite, da ideja Evropske prestolnice kulture mora biti res omejena s financami ali presega to vprašanje financ? Seveda je povsem običajno in normalno, da lahko pride do pretiranega trošenja denarja. Sam sem proti temu. Mislim, da si moramo vsi prizadevati za koristno izrabljanje sredstev, za razumno izrabljanje sredstev. Porto sicer velja za zelo uspešno prestolnico kulture in tudi portugalski minister za kulturo je zelo pomemben, je zelo dejaven človek, ne samo na področju kulture in glasbe. Takrat so uspeli ustanoviti muzej sodobne glasbe in mislim, da so zelo veliko dosegli. Tudi Porto se je izjemno spremenil, ravno zaradi Evropske prestolnice kulture. Ko ste bili francoski minister od leta 1981 do leta 1985 in nato pozneje v času predsedovanja Françoisa Mitterranda, ste v prvem letu zelo uspeli dvigniti proračun za Ministrstvo za kulturo. Danes bi to predstavljalo okrog 400.000 evrov in dvignili ste ta proračun na okrog 2,1 milijarde evrov leta 2013. V 12 letih se je tako proračun Ministrstva kulturo kar trikrat povečal. V tem istem času je bilo odprtih več kot 8.000 novih delovnih mest na področju kulture. Danes lahko o takšnih številkah lahko samo sanjamo. Pogosto slišimo, da kultura preveč stane, da je to strošek, ki je pretiran strošek, ki ga se lahko tudi izognemo. Kaj mislite o trenutnem stanju na tem področju? Torej, vidim, da ste se zelo dobro pozanimali in informirali o mojem preteklem delu. Še sam ne poznam tako dobro vseh teh številk. Mislim, da sva imela s Françoisom Mitterrandom prav, da sva takrat toliko vlagala, da sva si tako prizadevala za spodbujanje kulture, raziskav in izobraževanja. Osebno ne razumem najbolje, kaj se dogaja v številnih evropskih državah.
Evropa je tesno povezana z intelektualnim, razmišljujočim, umetniškim življenjem. Da tako strižemo proračun za kulturo, je velika napaka. To je napaka, če pogledamo v preteklost, to je zanikanje naše preteklosti. Evropske države smo naslednice zelo bogate dediščine na področju, intelektualnem področju, na umetniškem področju in naša naloga je, da to dediščino ščitimo, da jo tudi nadalje razvijamo. Gre za dediščino na področju zgodovine, estetike. Zdaj torej delamo proti sami sebi, proti zgodovini, proti narodom celo. In mislim, da je to zelo velika napaka, tudi če razmišljamo o prihodnosti. Če obstaja kakršnakoli pot, da izidemo iz te ne samo gospodarske, ampak tudi moralne krize, potem je ta pot gotovo povezana s kulturo v zelo širokem smislu. Najprej je treba vrniti zaupanje, vrniti možnosti ljudem v prihodnosti. Vlaganje v kulturo je velik vzvod za razvoj in vzpon gospodarstva. Oblikovati je mogoče veliko novih delovnih mest, prav na področju kulture. Mislim, da ste bili zelo pogumni, ko ste sprejeli to odločitev, da boste postali Evropska prestolnica kulture in mislim, da to zelo veliko obeta tudi za prihodnost Maribora in za gospodarski razvoj tega mesta. In kaj bi lahko po vašem mnenju naredili za to, da bi zaščitili proračun kulture? Zakaj si recimo danes vlade ne prizadevajo za takšne napore, kot ste si jih takrat vi? Zakaj si vlade ne želijo povečevati proračuna za kulturo? Mislite na Francijo ali na splošno? Na splošno me zanima. Zakaj se vlade ne odločajo za to? Zakaj? Ja, verjetno večina voditeljev evropskih držav danes gleda zelo stvari na kratki rok. Ves čas razmišljajo samo o aktualnih dogodkih in o tem, kako rešiti stvari v tem trenutku. Trgi so tisti, ki vsiljujejo svoj diktat. Zakaj prihaja do tega? Ne vem, verjetno ne razmišljajo dovolj o prihodnosti. Evropa, ki je danes povsem računovodska, povsem ekonomska, ki se ukvarja samo s proračunom, ta Evropa ne vzbuja nobenega zanimanja in navdušenja, entuziazma. Želeli bi si Evropo, ki bi bila močna, ki bi želela graditi Evropo na mladih, na izobraževanju, na raziskavi, na umetnosti. Samo tako bi lahko našli zmogljivosti, sposobnosti, moč in energijo. Mislim, da se danes odločamo povsem napačno, da obračamo hrbet prihodnosti. Na drugi strani sveta pa vidimo Korejo, ki vlaga ogromne vsote denarja v raziskovanje in v izobraževanje. Vidimo Kitajsko. Prav neverjetno je, kako so Evropejci slepi, kar zadeva izobraževanje, kulturo in raziskave. Zelo me žalosti, kaj se dogaja zdaj v Italiji. Zapirajo šole, zapirajo muzeje, to je nepredstavljivo. Mislim, da se moramo zbuditi. Mislim, da moramo iziti iz te otopelosti. Vsi ti ekonomisti in strokovnjaki bi se morali prebuditi in začeti gledati bolj naprej. Verjetno poznate Moliera in njegove Mecene. Oziroma poznate njegovega zdravnika, ki je zdravil z namišljenimi zdravili. Danes se dogaja podobno. Imamo namišljene rešitve.
V nekem intervjuju, ki sem ga našla, ki ste ga opravili aprila leta 2012, ste povedali, da je bil da ste bili v Mitterrandovi vladi polni načrtov in elana. Tri velike odločitve so bile sprejete, ki so zelo ključnega pomena za ekonomski razvoj. Prva odločitev je bila podvojitev proračuna na 1% BDP-ja, druga odločitev je bila enotna cena za knjigo. To je bil prvi tak zakon, ki je ne samo kratkoročno, ampak dolgoročno pomagal ohraniti knjigarne in založbe. Tretja odločitev je bila, da ste poskrbeli za boljše upravljanje muzejev. Louvreski muzej bi tako lahko postal največji muzej. François Mitterrand je takrat te načrte pozdravil. Rekel je, da so seveda težki in da bodo zelo zahtevni za uresničitev. Toda takrat se je začela ta velika ideja in te velike spremembe. Kako vam je uspelo? Samo jaz. To vse skupaj, vsa ta sprememba je bila plod zelo napornega dela, zelo bogatega sodelovanja, skupinskega dela in razmišljanja. Predsednik François Mitterrand nas je takrat podpiral, tudi sam je bil navdušen nad kulturo in zelo se je zavzemal za izobraževanje, zelo ga je zanimala literatura, zelo rad je imel kiparstvo, slikarstvo, kinematografijo. Mislim, da je zelo kmalu dojel ravno to, da lahko s pristojnostmi, ki jih ima, pomaga, da postane država kulturno močna. Sam sem pripadal drugi generaciji, imel sem drugačne izkušnje, tudi podobno sva razmišljala, zato sva se hitro našla na isti strani. Sam sem dolgo sanjal o tem, kdaj bo kakšna vlada uspela narediti takšne spremembe. Na to sem pogosto mislil kot kulturnik, kot državljan, kot politik. In takrat je bil ugoden čas. Morda bi lahko rekli, da je šlo za čarovnijo. Bil je seveda ugoden trenutek, da sem se takrat sestal s predsednikom, ki je bil zelo izjemen človek, da sva se našla na isti strani s podobnimi občutki in da sva bila pri tem odločena, da bova to speljala. Imela sva voljo, imela sva železno voljo, da to uresničiva. In seveda je to čudovito in to je bilo tudi krasno za vse nas, za našo ekipo. Končno je bil tu predsednik, ki je ministru za kulturo dejal, dajte, borite se, povsod po državi se borite, odločitve morate sprejeti takšne, kot je potrebno, bodite pogumni in izpeljite to stvar do konca. Mislim, da je to naravnost fantastično. Vsak dan znova smo tako videli, kako lahko napredujemo, počasi, korak za korakom, kako lahko gradimo te spremembe. In danes lahko vidim, da je bil to res čudež in včasih še sam ne vem, kako je bilo to sploh mogoče. Še danes sem hvaležen Françoisu Mitterrandu, da je imel ta uvid in pogum za tako velik korak. Zdaj pa nekoliko spreminjamo temo. Zelo dober poznavalec ste Italije in imate zelo posebno afiniteto do Italije, do Firenc. Napisali ste knjigo o Lorenzu Veličastnem, ki je bila pred kratkim prevedena v slovenščino. In zdaj bi rada prebrala kratek odstavek, v katerem govorite o
ukvarjanju z umetnostjo v Firencah v tem času. Povsod samo v Firencah so zelo navdušeni nad princi, ki spodbujajo kulturo. To je zelo dober znak, ki vzbuja dobre občutke. Končno so ljudje ugotovili, da umetnost ščiti pred barbarstvom. Gotovo je bilo v zgodovini veliko trenutkov, ko je umetnost dobila to pomembno mesto, ko so jo dojemali kot nepogrešljivo za življenje nekega mesta, za politično situacijo. Morda bi lahko nekoliko popravil to, kar sem takrat napisal, morda je bilo nekoliko pretirano, to se ni dogajalo samo v Firencah. Morda je bilo v tistem trenutku to v Firencah najbolj izraženo. Toda v tistem času je v Italiji in tudi drugje prihajalo do zelo velikih sprememb. Šlo je za vzpon mest. Firence so bile seveda pri tem zelo pomembne, tudi Mantova, Urbino in druga mesta. In še vedno se lahko vprašamo, kako je bilo mogoče, da so takrat na ozemljih, ki so bila zelo omejena, majhna, kako so uspeli zbrati toliko genijev, toliko umetnikov in ustvarjalcev za tako pomemben preboj. Obstaja kar nekaj razlag za to. Lahko bi rekli, da je renesansa v celoti obdobje velikih sprememb in preobratov. To je bil čas, ko je Evropa, ki je bila dotedaj zaprta sama vase, ko se je začela obračati navzven, ko je začela osvajati Ameriko in nato tudi druge dele sveta. To je čas, ko je prišlo do velikih sprememb tudi v razmišljanju, v filozofiji. In lahko bi rekli, da obstaja nekakšna podobnost med to prvo globalizacijo in globalizacijo, ki jo živimo danes. Tudi danes smo odprti in se obračamo navzven v svet, tega nikoli prej nismo poznali v takem obsegu. Včasih sicer to prinaša tudi negativne posledice, toda pomislite le na nove tehnologije. Če se vrnemo na to vprašanje, ali bi lahko danes vsi skupaj, recimo v Evropi, pa tudi drugje, to odprtost, to povezanost med svetom, vsa ta odkritja na področju tehnologije in znanosti, ali bi to lahko nam prineslo novo renesanso? Ali bi lahko to renesanso primerjali z renesanso v 15. stoletju? Drugje se je sicer renesansa pojavila nekoliko pozneje. Napisali ste tudi knjigo o francoskem kralju, Francoisu I. Morda vam vse to raziskovanje preteklosti pomaga tudi pri razumevanju sedanjosti. Lahko rečemo, da je zgodovina pomembna, da moramo ves čas ohranjati poznavanje zgodovine v vsakdanjem življenju, v naših šolah, v univerzah. Morda se vam bom zdel nekoliko obseden, toda François Mitterrand je pogosto dejal, da je prav spomin tisti, ki je revolucionaren. Seveda lahko dosežemo velik preboj, ravno če črpamo znanje iz zgodovine, iz spomina. Tudi vi v Sloveniji veste, kaj to pomeni, veste, kakšen je pomen zgodovine, kakšno vlogo igra jezik, kultura, kakšno vlogo imajo knjige. In tudi Sloveniji, tako kot Franciji, želim, da bi
ves čas ohranjali zgodovino, da bi se je zavedali, da bi ji dali posebno mesto, tudi v našem sodobnem času. Morda trenutni časi niso tako prežeti zgodovino in morda smo manj pripravljeni na prihodnost. Ravno zaradi tega. Če se zdaj vrnem k Franciji, od Andreja Malrauxa in prvih ministrstev za kulturo je prišlo do velikih sprememb. Nekatere so bile bolj politične, druge pa so prinesle povezovanje med politiki in umetniki. Tudi sami ste zelo podpirali to gibanje. Tudi Lorenzo Veličastni je podpiral umetnike. Ste se sami pri svojem delu zgledovali po njem in ravno zaradi tega podpirali umetnike? Ne gre nujno za zgodbo Lorenza Veličastnega. Mislim, da gre za strast, za veselje do umetnosti. Nedavno sem z gospodom, ki je tudi danes prisoten med nami, zgodovinar, izdal knjigo o Michelangelu. Tudi v tej knjigi znova govorimo o tem čarobnem času, o vseh teh čudežih, ki jih je Lorenzo Veličastni uspel narediti za mlade umetnike. Tudi Michelangelo je bil eden od njih. Mislim, da morajo imeti odgovorni ljudje, torej na visokih položajih, vedno v mislih to, da je treba imeti odprte oči in da je treba prisluhniti ljudem. Treba je ohraniti to sposobnost čudenja. Povsod lahko najdemo in vidimo mlade ali manj mlade, ki so sposobni, ki imajo velike talente, ki samo čakajo, da lahko te talente razvijajo naprej. Mislim, da gre za to, da je treba dati priložnost tem generacijam. Tako kot je dal Lorenzo Veličastni priložnost Michelangelu. Ko ste bili minister za kulturo, so pogosto govorili o vas, da ste minister umetnikov. Kaj sami menite o tem nazivu? Nekateri so me s tem izrazom želeli razjeziti, sprožiti polemiko, toda sam nisem imel nič proti temu. Raje imam polemiko na področju umetnosti, kot pa indiferentnost. Potrebne so debate, razgovori, potrebno je bojevanje. To je bolje kot nič. Govorili so, da zelo skrbim za umetnike. Toda sam sem skrbel bolj za to, da umetniško ustvarjanje postane dostopno ljudem. Včasih so bili očitki nekoliko banalni, tudi te je treba sprejeti. Če bi bil minister ustvarjalcev, bi bil na to ponosen. Toda mislim, da nisem bil samo minister ustvarjalcev in umetnikov. Andrej Malraux je bil zelo blizu generalu de Gaullu, ki je zapisal, da bo vedno imel ob strani Andreja Malrauxa. Ali je torej po vašem mnenju potrebno, da ima minister za kulturo takšne povezave, da je blizu najvišjim ljudem v državi, torej predsedniku države? Torej v Franciji, v francoskem sistemu, ki ga lahko tudi kritiziramo, ker je zelo centraliziran in preveč prepuščen tem izvršni veji oblasti, v Franciji je to potrebno. Predsednik bi moral biti nekdo, ki je zelo razgledan, žal to ni vedno res.
vedno se od njega pričakuje poznavanje kulture in nekako čut za umetnost. Seveda je veliko bolje, da je med ministrom za kulturo in predsednikom države močna vez. Vsaj v Franciji, v takšnem sistemu, kot ga poznamo, je to zelo pomembno. Kaj pa bi se zgodilo, če država se odloči, da ne bi več podpirala umetnosti, ustvarjanja in če je minister za kulturo še vedno blizu tem ljudem, ki se odločajo na tak način? Kaj lahko potem naredimo, da ohranimo kulturo? Govorim na splošno. No, mislim, da na splošno takšnega stanja ne smemo sprejeti. Potrebno se je upreti proti vsem, ki želijo zmanjšati vlogo kulture. Torej, mislite, da bi se kultura morala bolj obračati na nevladne organizacije, na zasebnike, zasebne projekte, tako kot naprimer v Ameriki? Osebno nisem proti zasebnim projektom. Tudi sam sem takrat v času ministrovanja sprejel veliko zakonov, ki so to spodbujali, to da mislim, da moramo v Evropi spodbujati javno ukvarjanje s kulturo, bodisi na področju države, bodisi na področju mest ali regij. V našo skupno zavest moramo vsaditi to idejo o pomembnosti kulture. Žal trenutno ni najbolj res. Pravite, da bi torej potrebovali novo renesanso. V Franciji je podpora kulturi zelo velika, podpirajo jo tudi regionalne oblasti, mesta. In kot minister za kulturo ste to sodelovanje razširili. Razširili ste tudi delovanje Ministrstva za kulturo. Začeli ste spodbujati glasbene ustvarjalce, začeli ste spodbujati jazz, rock, tudi cirkuške dejavnosti, ulično umetnost, oblikovanje, stripovstvo. Oblikovali ste tudi Nacionalni center za stripovstvo in podobe. Vse te pobude se nam danes zdijo izjema. Gre za francosko izjemo, kot jo danes vidimo. Osebno mislim, da ne gre za kulturno izjemo. Mislim, da ne gre za samo francosko izjemo. Pomembno se mi zdi, ključnega pomena je, da umetnost, izobraževanje in duhovna rast ostanejo zaščiteni, da se jih še naprej razvija in bogati. Mislim, da je to nujno, če želimo ohraniti kakovost našega življenja, tudi če želimo ohraniti razvoj naše misli in tudi gospodarski razvoj. Mislim, da tu ne gre samo za francosko izjemo. Obžalovanja vredno je, da danes v Evropi ta ideja o spodbujanju kulture ni več tako prisotna, da je oslabljena. Upam, da je to samo začasno stanje. Upam, da bomo kmalu uspeli dati nov veter tej kulturni politiki v Evropi. Imeli ste tudi zamisel, da bi ustanovili Ministrstvo za lepoto in inteligenco. No, morda nisem bil najbolj resen, ko sem to dejal. Mnogi pravijo, da sem se preveč šalil pri tem. Meni se je zdelo prav, da ta ideal
lepote in ideal inteligence ohranimo, da ga ohranimo na enako močni ravni, kot je bil prisoten v preteklosti. Sam, seveda, sem ga nekoliko preveč pompozno morda poimenoval Ministrstvo za inteligenco. Toda ta predlog sem uspel izpeljati v enem letu. Leta 1992 sem bil hkrati minister za kulturo kot minister za izobraževanje. In lahko vam povem, da je to zelo veliko dela, da je to zelo naporno. To je skoraj nadčloveško, kakšni napori so bili potrebni za vodenje obeh sektorjev, koliko truda je potrebno za povezovanje med umetnostjo in šolo in umetnostjo. Pri tem pa moram poudariti, da ne zaupam različnim povezovanjem sektorjev. Vlade želijo pogosto povezovati sektorje zato, da bi privarčevali. Vse to postaja zelo podobno velikemu peskovniku. Treba si je pa vseeno prizadevati, da se ohrani umetnost v šolah. Lahko rečemo, da prihaja do sodobnega barbarstva, ko se zmanjšuje pomen kulture, ko se spodbuja samo takojšen neposreden dobiček. Vse to kaže na pomanjkanje izobrazbe, na pomanjkanje civiliziranosti, pomanjkanje omike. In mislim, da lahko prav v šolah veliko spremenimo. Če lahko odgovorni poskrbijo, da se v šoli učenci polno izobrazijo in razvijajo ne samo na področju znanja, ampak tudi sožitja, tudi duhovnosti. Mislim, da je to možno. Po padcu Berlinskega zidu se je zdelo, da zadeve prehajajo v smer, ki je nismo načrtovali. Danes pogosto obžalujemo vse, kar se je zgodilo po tem datumu. Zakaj mislite, da je prišlo do te krize, o kateri govorimo? Mislite, da lahko govorimo o bipolarni krizi? Tudi vi ste in v drugih državah so prestali zelo veliko bolečih trenutkov, zatiranja, obdobij, ko so bila ljudstva zatiranja več let. In 90. leta so bila zelo pomembna, šlo je za zelo pomembno leto. To je ena od tistih nerazumljivih stvari v zgodovini. Ko smo v Franciji praznovali 200-letnico francoske revolucije, sem bil minister za kulturo in takrat so bile tiste ideje zelo prisotne v Evropi in tudi v vsakdanjem življenju naših državljanov. Tudi študentje so se takrat zelo oglašali in se začeli upirati zatiranju. Seveda pa se je takrat razvilo zelo veliko dogodkov. Leta 91, 92, 93 so se zgodili pomembni premiki. Vedno živimo v času, ko se ne smemo predajati brezupu, tudi če se nam ni treba več boriti eni proti drugim ali proti neki oblasti, ki bi nas zatirala.
Včasih je to povezano s tem, da spodbudimo ljudi k ustanavljanju podjetij. Ko prihaja do zelo velikih napredkov na področju tehnologije in znanosti, ko se razvijajo mesta, kot naprimer Maribor in druga mesta, gotovo je tako tudi v Sloveniji, prihaja do zelo velikih sprememb. Včasih so te spremembe pozitivne, včasih pa je tudi seveda negativne spremembe, ki jih ni mogoče omiliti, prihaja do brezposelnosti. Toda vseeno mislim, da prihaja do zelo pomembnih pozitivnih premikov, ki jih moramo bolj poudarjati. Mislim, da imamo več razlogov za to, da smo dobre volje in navdušeni, kot pa da obupujemo. Mislite, da ima umetnost pomembno mesto pri premikih, oziroma da ima Evropa pomembno mesto pri teh premikih za prihodnost? Sam sem prepričan zagovornik Evrope. Mislim, da si moramo čestitati, da smo lahko zadovoljni s tem, kar smo dosegli. Prvič v zgodovini sveta so različni narodi pokazali voljo in sposobnost, da zgradijo takšno tvorbo. To je prvič v zgodovini, ko se je oblikovala takšna miroljubna tvorba, ki temelji na vrednotah demokracije. Mislim, da je to izjemno dobro. Lahko smo veseli, lahko smo ponosni na to, da smo del te Evropske unije. Ne samo, da je to lepo, čudovito je, prekrasno je, da smo uspeli zgraditi to Evropsko unijo. Seveda, Evropska unija nas ne zadovoljuje. Ugotavljamo, da je zelo tehnokratska, da ji vladajo strokovnjaki, tudi zato so odgovorne vlade. Vlade so odgovorne, voditelji so odgovorni za to, da dajo Evropski uniji elan, da jo popeljejo naprej. Mislim, da je treba pomembno mesto predati kulturi, izobraževanju in mladim. Torej, mislite, da bomo lahko premostili to krizo? Ne vem. Mislim, da bodo potrebne spremembe še naprej. To je bitka, ki nas še čaka v prihodnosti. Pred kratkim ste napisali torej knjigo o Michelangelu, ki ste jo napisali z zgodovinarjem gospodom Colanom, ki je danes tudi z nami. Včeraj ste govorili o tem delu na francoski radijski postaji. Ali nam lahko kaj poveste o svoji novi knjigi? Torej, težko je povedati samo nekaj besed. Gre za izjemno zgodbo. Zgodbo o človeku, ki je bil neobičajen, ki je bil izjemen, ki je uspel premostiti veliko preizkušenj, veliko ovir na svoji življenjski poti. Začel je zelo mlad, ampak tudi pozneje so ga vedno čakale preizkušnje. Zgodba, življenje Michelangela je življenje genija. Pokazal je, da je bil voljan veliko žrtvovati za to, da je uresničil svoje sanje. Včasih seveda mislimo, da je bil prisiljen v to, da je bil slikar, toda sam si je zelo prizadeval, da bi se njegovo znanje in njegovo ustvarjanje širilo. To je zelo pomembna zgodba, ki jo je dobro poznati. Njegova življenjska zgodba je zelo slikovita, še posebej, če jo primerjamo z drugimi njegovimi sodobniki, naprimer Rafaelom.
Ali imate v načrtu še kakšno drugo knjigo o znamenitih umetnikih? Trenutno še ne. V svoji knjigi o Lorencu Veličastnem govorite o njegovi palači kot raju za umetnike, ki omogoča ljudem, da se razvijajo, ki omogoča ljudem, da razmišljajo o moralnih vprašanjih tistega časa. Mislite, da je takšen zemeljski raj še možen danes? No, v nebesa ne verjamem. Mislim, da je zato treba verjeti vsaj v nebesa na zemlji. Kaj lahko danes poveste o vlogi, ki jo ima trenutno v evropskem prostoru intelektualna elita? Vedno v zgodovini so imeli intelektualci zelo pomembno vlogo za razvoj misli, za siceršen širši razvoj. Mislim, da danes ni nič drugače. Mislim, da mora politika danes spoštovati njihovo avtonomijo, tudi avtonomijo ustvarjalcev, umetnikov, da jim omogoči, da izrazijo svoje mnenje. Poleg tega pa je treba omeniti, da se angažma intelektualcev ne kaže samo s peticijami, z različnimi projekti in akcijami. Včasih je že umetniško ustvarjanje tisto, ki je pomembno, ki lahko pomembno vpliva na spremembe, ki lahko pomaga, da na zemlji ustvarimo ta nebesa, o katerih smo prej govorili. Ali današnji intelektualci niso v trenutni družbi spet dojeti kot nekaj nepotrebnega. Ne, to nikakor ne gre za luksus. Umetnost ni luksus, izobraževanje ni luksus, to je nujnost. Kar je luksus, kar ni potrebno, je politična politika, ki zatira umetniško ustvarjanje. Brez politike, brez take politične politike, ki je sama sebi namen, lahko preživimo. Potrebujemo konstruktivno politiko, ki je odprta, ki ima domišljijo. Nikakor ne potrebujemo umetnike, potrebujemo ustvarjalce, inovatorje, znanstvenike, potrebujemo tudi podjetnike, ki ustvarjajo podjetja. Ne spomnim se več. Obstaja izjemen citat Saint-Simona, ki je povedal, da bi lahko v zgodovini preživeli brez številnih pomembnih ljudi, ne bi pa mogli preživeti brez umetnikov in brez ustvarjalcev. Torej, umetnost nikakor ni luksus. Mislim, da je to grozna, strašljiva ideja. Mislim, da vlaganje v kulturo ni metanje denarja stran. Nasprotno, treba je vlagati v kulturo in umetnost. Mislite, da bi Machiavelijeva knjiga Princ bila danes primerna za politike? No, verjetno veste, da Princ da je to drugačna knjiga, niso toliko pomembne. Torej njegove misli oziroma kako je sam svoje življenje vodil in kaj je naredil za to, da bi dosegel to, kar je želel. Samo besedilo pa je pomembno. To je besedilo,
ki kaže, kakšni so odnosi moči. To je zelo lepo, krasno besedilo, gre skoraj za znanstveno besedilo, čeprav ima tudi literarne značilnosti. Mislim, da bi bilo dobro, da bi politologi, politiki, torej tisti, ki se ukvarjajo z samo politiko, poznali vse te tradicije preteklosti in da bi jih znali prenesti tudi v današnji svet, v današnje dogajanje. Ali obstaja kakšno vprašanje, ki vam ga še niso postavili, pa bi si nam želeli odgovoriti? Vprašanje, ki mi ga niso postavili še nikoli. No, v Sloveniji sem sicer že bil kot turist pred že zelo veliko leti. To vprašanje, ki mi ga niso še postavili, je, ali ste veseli, da ste tukaj? In odgovor na to vprašanje seveda je, ja, zelo vesel sem, da sem tukaj in najlepša hvala, da ste me povabili, najlepša hvala za ta pogovor. Gospod Jack Lang, zahvaljujem se vam za vaš obisk. Zelo veseli in počaščeni smo, da ste danes prišli k nam, da ste tudi vi del dogajanja ob Evropski prestolnici kulturi. In res iz vsega srca se vam zahvaljujem tudi v imenu organizatorjem za to, da ste nas počastili s svojo prisotnostjo. Hvala.